gledaš ene, ki uživajo na top tekmah, ti si pa v bistvu, ti pa ne moreš zraven tekmovati in mi je to zmeri nekako jemalo vesele. Je mogoče celo gorski tek bolj podoben kolesu, kot pa teku po ravnini. V športu se mi zdi, da sem en takih, da se moram skozi dokazovati, da dokažem, da sem boljši, kot ostali mislijo. En dan preden si je bilo konc prijav, sem bil star 18, pa sem rekel, zakaj pa ne, da probam, da vidim, koliko lahko naredim. In vsakič, ko držim zraven ta najboljše, se mi zdi, da delam nekaj prav, doda neko veliko motivacijo temu. Spoštovana publika, drage dame in gospodje, vreme je res tako, da bi najraje si zdaj raztegoval noge na kavču, tako, ampak ni druge, kot da, če sva že zmenjena z takim atletom, kot je Jakob Mede, trdim tale pogovor. Jakob, dobrodošel, živijo v podcastu za Gre za tek. Živijo, hvala, da sem povabil, a ne? Mislim, glej, že nekaj časa si bil na seznamu, kajpak, ja. Potem pa seveda tale Amsterdam letos in državni rekord U23 v polmaratonu. Mislim, pa bi bil že greh, če bi te zdaj še dalj časa imel na lagerju. Čestitke za 1:07:18. Hvala. Mislim, to je pa že dosežek. Spomladi, kdaj si tekel nazadnje pred tem polovičko? Nazadnje sem polovičko laufal 2 tedna prej, sem laufal v Novem mestu, je bila 1:09:30, mislim, da je bilo. Ampak tale 1:07 je bila malo pričakovana, te je presenetil, slučajno? V bistvu me je kar malo presenetil, ker po tih sem upal, da bi mi ratal. Kakor sem v Novem mestu, sem laufal že, kakor sem lahko. Pa sem pa v bistvu, bolj kot ne, sem 2 tedna sam počival, delal hitre treninge, da bi pripravil noge. Pa sem pa v Amsterdamu rekel, da grem kar s prvimi, da štartam, pa vidim, kaj rata iz tega. S kakšnim tempom ste potem udarili ven, no, daj mi povej. Ja. 10 kilometrov, prvo 10 kilometrov smo naredili 30-50 smo obrnili. Pa sem pa videl, da bom mogel malo počasniti, zato ker sem tudi že po pulzu videl, da je bil previsok. Kar je bilo mogoče tudi napaka, ker smo začeli v bistvu glih tam pri 8 kilometrih smo začeli že loviti maratonce, ki so štartali pred nami. In v bistvu smo začeli počasnejše tekače od sebe, seveda čisto zadnje smo začeli loviti. In ob meni ni bilo nobenega spremstva, zaradi tega, ker nisem bil s prvimi. Se pravi, je bilo v bistvu 11 kilometrov pol samo kričanja pa vijuganja med ljudmi, da se kdo umakne. Ki so zelo počasni, to so oni maratonci za 5 pa 6 ur in tako naprej, ne? Ja, oni tam okoli. Tako da na koncu, v bistvu v zadnjih 3 kilometrih sem imel kar malo srečo, da me je še en prijatelj tudi iz iste skupine, ki smo skupaj laufali, da me je ujel, pa da je v bistvu malo utiral pot. Da je pa šlo res do zadnje sekunde na polno. Mislim, ja, zdaj Amsterdam poznam, lansko leto sem bil tam, ne, na maratonu sicer. Malo nenavadno je pri njih pač ta razporeditev štartov, maraton je zjutraj 9 ali 10, potem pa polovička ob 1:30 popoldne, ja. Jaz sem se zmeraj sprašal, kako to izgleda za tiste najboljše, ne, ki priletijo praktično na isti cilj. Na koncu zdaj si mi ti vse razložil. Po povedanem, kar si zdaj dejal, ja, kakšno sekundo si pa še imel morda v nogah, kaj praviš? Ja, kakšna sekunda je še rezerve, se bomo videli, kaj se zgodi naslednje let, oziroma 26. laufamo pol v novi. Sam bomo videli, ker trenutno sem na pavzi. Tako da upam, da bo še malo hitreje. Ja, Palma Nova je pa še bolj ravna proga, kot pravijo, tudi zdaj regularno pomerjena in ja, tam bi se dal še kaj narediti. Ja. Bomo videli, kaj bo. Mislim, ker zdaj imam 2 tedna, ker je konec sezone, imam 2 tedna fraj,
Pa v bistvu bom kar bolj kot ne iz počasnega treninga za štartov, pa je to to. Na spočite noge, praviš, pol, ja. Ja, v bistvu bomo laufali na svežino. 1,7, 18, zdaj, ko si pogledal na ciljno uro, si predtem vedel, kakšen je slovenski U23 rekord na polmaratonu? Ja, vedel sem kakšen je rekord, ker sem ga že vsak dan sem ga kar pogledal. Ko sem prišel čez cilj, sem videl pred sabo, ko se je ura spremenila na 19, tudi na štoparci na roki mi je pisalo 19, tako da sem v bistvu sva še z enim drugim pol laufala do hotela, ker smo imeli tam telefone, da sva preverila, kakšni so sploh časi, da sva pol videla, da je ratal. 18, to se pravi, sekundo pod rekordom Tako je. Mitje Kosovelja, kaj ne da? Ja, Tako je, ja. Tako. Zdaj, jaz ne vem, če je Mitja tole spremljal, najbrž je novica že prišla do njega, se ti kaj v glasu, ga poznaš sicer? Poznam ga sicer osebno ne, ga pa prek trenerja, trener ga pozna, je že zvedel za to, tako da ja. Ja, tega rekorda ti on sigurno ne moreš vzeti nazaj, ja, ker je že starejši kot 23 let, pa tudi zaključuje z neko resno tekmovalno kariero, ampak bravo, res za sekundo se je šlo. Zdaj, kaj je pa tvoj cenjeni trener Miro Petrovec dejal po tem dosežku? On je bil v bistvu kar presenečen. On je pričakoval, da bom lahko laufal 1,8, mogoče kakšno sekundo hitrejši kot 1,8. Tako da ja, je kar zadovoljen bil, vsaj po povedanem. Je pa itak rekel, da je zmeri plat za napredek, tako da. Zdaj, državni članski rekord je zdaj še par minut boljši, ja, ajde, no, kakšno leto, dve, vse ne rabiš treninga, da greš pod uro 3, če se ne motim, ura 2:55, da je nekaj tazga. Je, tokle je. No, glede na to, da ja, zdaj Romanu Kejžerju maratonskega rekorda niso uspeli vzeti, mogoče boš pa ti prvi, ki mu vzel polmaratonski rekord. Koliko bi pa mogel za to trenirati? Meniš, da je to dosegljivo, no, glede na tvoj napredek v zadnjih letih? Ja, kar sem videl zdaj v tem letu napredka, se mi zdi, da je to dosegljiv. Če ostanem seveda brez poškodb, pa da pridno treniram, da ne bo nič, ne bom benih težav vmes, je po mojem kar dosegljiva stvar, ja. Lepo sva začela, dragi Jakob, evo, prebila sva let, spoštovana publika, v 172. epizodi imam Jakoba Medveda iz Bevk. On je po osnovni športni profesiji triatlonec, ja, letnik 2002, ki skoraj 10 let že trenira to žlahtno športno disciplino, večkratni mladinski, tudi članski prvak v triatlonu, je bil član triatlonskega kluba Ljubljana. A ni zato danes moj gost, ko ste že ugotovili, ne, ja, je tudi zelo obetaven tekač, 1:07:18 sedaj piše pri državnem rekordu za U23 mlajše člane in zraven ime Jakoba Medveda, ki je tudi aktualni državni prvak na 10.000 metrov, pa medalist na 3 in 5.000 metrov letos, drugi na cestni desetki, v Konicah, drugi na Ljubljanskem maratonu pred kratkim, ja, tudi na 10 km takoj za Butulinom, pa že udeleženec tudi svetovnega prvenstva v gorskem teku. Koliko talentov ima ta mladenič, pa zmagovalec, pa ste zdaj to, ne? Wings for Life med koronskim časom. Ja, skoraj da ni discipline, ki se jo ne bi lotil. Preden začnemo omenjati ciklokros, ja, pa vse triatlonske nastope v mednarodni konkurenci, nekje nekoč dejal, ja, da bi želel nastopiti na olimpijskih igrah. Jakob, glede na to, da ta intervju si dal par let nazaj, pa takrat recimo, ne, da mlademu, nemudnemu atletu vse oprostijo, ampak zdaj se pa ta stvar ne zdi več tako, rekel, visoko leteča ali pa nedosegljiva. Olimpijske sanje, praviš. Ja, to se mi zdi en tak kakor moment, ko veš, da ti je ratal v športu, da ko prideš na olimpijske igre,
mogoče celo postaneš olimpijski prvak, a ne? Takrat je, takrat je to. Um, ja, veliko Slovencev ni, ki se je že ukitilo s tem naslovom. Posebej ne v disciplinah, ki jih ti treniraš. Kje pa bi, v kateri disciplini pa bi recimo najraje nastopil na olimpijskih igrah? Evo, da te slišal. Glede na to, da triatlona treniram več, pol triatlon zagotovo ne. Mogoče maraton, glede na to, da polmaraton ni olimpijska disciplina, pa 10.000 metrov je tudi taka mamljiva, da bi bilo za probati. Ja, iz 25 stadionskih krogov. Ja, je neka posebna kraljevska disciplina na track and fieldu, olimpijske igre. Ja, veliko se lahko pogovarja okrog tega, ampak začetek, te bom še nekaj vprašal, pa reden pozabim, pa pred tem pogovorom sva se pogovarjala v vremenu, pa sem jaz začel svojo mantro, da je pač vreme danes za tek za en drek, pa seveda si me takoj popravil, ne, da očitno imam slabo opremo, ne, ker ni slabega vremena, je samo slaba oprema. Si danes že tekel, Jakob? Ne, danes nisem tekel, ker, kot sem rekel, imam 2 tedna Čiste pauze. Čiste pauze od teka. Zdaj smo v bistvu 3 dni v Istri kolesaril, malo smo šli z družino in to je v bistvu to, kar je bilo od športanja v tej pauzi. Ti prav pride ta pauza, uživaš tudi recimo v dnevih, ko pač ti ni treba teči, ali te malo dajo kakšni mravljinci v nogah, da bi šel? Če je en dan pauza za treninge, je v redu, čim je pa več, je pa takoj te noge tako začnejo srbeti, pa komaj čakaš, da bo treba zavezati superge. Ti si začel zanimivo, ne, s triatlonom. Zakaj, za božjo voljo si, ne vem, zdaj si star 21 let, pri 12, če se ne motim, s 3 športi naenkrat, s triatlonom? V bistvu, da sem prišel v triatlona, je en družinski prijatelj mi je rekel, da je šel v klub, v triatlonski klub Ljubljana, pa sem rekel, da lahko še jaz probam, a ne. Ker se mi je zdelo zanimiv koncept triatlon, pa vključevali je kolo, ki mi je tudi zelo všeč. Tek mi tudi ni bil nekaj tako, da ne bi maral. Edino plavanje se mi je zdelo malo tak čuden šport zame. Tako da sem probal in je bilo v bistvu zelo tekmovalno vzdušje, kar mi je sedlo, ker sem sam zelo tekmovalna oseba. Pa sem nekako ostal tam, ker je bilo nekaj časa je bilo precej prijetno biti. Jaz sem se spraševal, ja, kako, mislim, pri katerih letih se začne trenirati triatlon, pa je bilo takrat, rekel, tvojih sovrstnikov že kaj v teh triatlonskih vodah. Vem, da mladci, ne vem, trenirajo plavanje, pa atletiko, nekateri kolesarijo, ampak triatlon je to razvita disciplina za najstnike, recimo. Trenutno se zelo hitro razvija. Ko sem jaz začel, je bilo to še skoraj nepoznana stvar. Mislim, so že ljudje vedeli, kaj je, ampak je bilo predvsem bolj kot ne Ironman. Medtem ko jaz sem tekmoval v krajših disciplinah. In je v bistvu, ko smo začeli, je bilo, ne vem, mogoče nas je bilo 100 na štartu, zdaj se pa v bistvu že v vseh evropskih državah in po Sloveniji posod še dalje več triatloncev, takih in drugačnih, da eni boljš plavajo, eni boljš tečejo in res se hitro razvija za en tak majhen šport, kot je začel. No, dajva razdelati malo ta triatlon. Si predstavljam, jaz sem doma 12-letnika, pa še za en šport jih komaj navdušam, kaj šele za 3 naenkrat. Kako pa izgledajo, recimo, pa če poslušajo zdajle kakšni mlajši poslušalci ali pa tole gledajo, kakšne mlajše gledalke, vas rečem, triatlon, moče bilo pa to zanimivo za moje otroke ali pa tako naprej, ali pa ti to gledajo. Kako pa izgleda, recimo, trening triatlona pri 12-13 letih? Ja, v bistvu mi smo imeli vse bolj kot ne skozi igro. Se pravi, v bazenu smo imeli različne štafete, smo plavali štafetne treninge, malo tako, da je fajn, smo imeli take obročke, da smo plavali za njimi. Pol na kolesu smo delali kakšne poligone pa tako.
na teku, pa tudi za kakšne štafete, lovljenje, pa tako, um, da se otroku ne zdi, da trenira. Um, ja, v bistvu to je bilo bolj, kaj ne to. Koliko časovno je pa to zahtevno, recimo, znotraj enega tedna, recimo, ja. Ja, mislim, ker si mlajši, ni toliko časovno zahtevno, ker imaš v bistvu en trening na teden, tako kot vse športe. Pa, ko si pa starejši, imaš v bistvu 2 do 3 treninge na dan, če misliš resno to delati, ne. Pa vsak trening ponovadi traja tam uro pa pol do 2 ure, če je pa kolo, je pa še dlje. Kaj je bil tvoj, recimo, prvi nek uspeh, ali pa nekaj, kar te je spodbodlo, da si potem nadaljeval s treningom, recimo, triatlona? Kje se je pokazal, recimo, tvoj talent, če smo že pri tem? Po moje je bilo, ko sem prvič zmagal, ne vem, če se je bilo to takrat že državno prvenstvo ali ne, ampak v bistvu sem zmagal v Ribanci v duatlonu, se pravi, to je tek, kolotek. In v bistvu takrat me je to oči zasvojilo, ker sem videl, da mogoče mi gre, a ne, in da lahko nekaj probam narediti iz tega. Razloži mi to disciplino duatlon, poznam jo, sem jo že kdaj spremljal, ampak recimo za mladce, koliko teka, koliko kolesa, koliko teka še potem? Zdaj so različne discipline. Jaz sem začel direkt na supersprint disciplini, se pravi, to je 2,5 kilometra teka, 10 kilometrov kolesa, pa 1,5, mislim, da teka. Pol pa napreduješ, člansko kategorijo napreduješ na šprint, ki je pa lih dvojna razdalja, se pravi 5 kilometrov teka, 20 kolesa in pa 2,5 teka. Pa imaš pa še mlajše discipline, jih pa ne vem na pamet, držim, ker so malo, ponovadi se lih razpolovi vse. Ampak to je kar tudi za članska, recimo, članske razdalje se zdijo celo za nekoga, kot sem jaz, rekreativc, ki se ne zna sicer peljati s kolesa, ampak ajde, 5 kilometrov odlaufati, to zna biti kar hitro, 20 kilometrov na kolesu, se dobro noge raztegneš, pa še po šprintu, to je kar hitro vse skupaj. V kakšnem času, recimo, opraviš s temi 2 menjavami pa 3 športi? Ponovadi tako cirka ure, se pravi, tako dolg šprint razdaljo. Tako da, mislim, 1 ura, pa je pa še, točno je še naprej, je pa še olimpijska razdalja, je pa še dvojna, se pravi, je pa 10, 40 pa 5. Ajde, recimo, da se tega ne bomo šli, ampak duatlon, jaz se spomnim še tistih časov, ko sta nastopala pa Klemen Dolenc, pa pokojni Sašo Juraj in podobni so izvajali nastop, ampak ta šport kot duatlon, kot tak, obstajajo najbrž še državna prvenstva, koliko je pa to razširjeno oziroma drugače rečeno, tja hodite predvsem triatlonci, a pride tudi ne triatlonec, kakšen tekač, kakšen kolesar, ki se malo pomeri v teh disciplinah? Ja, v večini so samo triatlonci, zato ker pač pridejo, zato ker pač trenirajo te discipline. Ponovadi sicer ne pridejo, recimo, kakšni, ki so res bolj plavalci, zato ker jih malo bolj matra tek. Pride pa tudi dostikrat pride kakšen kolesar, ki reče, bom pa probal, če lahko zraven. Pa kakšni tudi rata, recimo, da zraven držijo do kolesa, samo pol je težava, ko prideš iz kolesa na tek, ker ritem se spremeni in je čisto drugače vse. In tam pridete vi triatlonci do izraza in jim pač malo pokažete, kako se to temu streže. Ja, v bistvu je nekaj takega, mislim, problem je, ker se te noge, se drugačne mišice, v drugačnem smislu se mišice uporabljajo kakor na teku in je dostikrat se zgodi, da ti zabije noge, ko prideš iz teka, oziroma ne moreš prav takega ritma nazaj v noge, kakor bi ga želel. Če se vrnemo k triatlonu, katera disciplina je pa zate, recimo, najtežja? Recimo v nekem treninškem smislu, pa tudi v tekmovalnem. Ko sem začel, mi je bilo definitivno plavanje, ampak s časoma sem jo kar, mislim, sem prilezel nekam na nekem tak, bi rekel, v redu nivo,
tako da je začel nekako kolo bolj pešati, ker se mi je nikoli ni zdelo, da bi ga rabo neki precej izboljšati. Zdaj pa, ko sem spet nehal, je pa spet plavanje, v bistvu najslabša moja disciplina, zato ker nimam konstitucije za plavalca. Pa si recimo tudi triatlonsko, treninško aktiven bil v tej sezoni ali si se čist v celoti po svetu tekel? Ne, ta let sem šel čisto tek. Edinkrat, ko sem naredil triatlon, je bilo na triatlonu Ljubljana, ki ga organizira domač klub. Pa sem rekel, da v bistvu malo podprem, pa da se še jaz udeležim, bolj kot ne za foro, pa da vidim, kaj lahko naredim. In kako ti je šlo na domači tekmi? Šlo je veliko boljše od pričakovanega. Malo sem imel sreče, ker je bilo v bistvu državno prvenstvo na super sprint, se pravi, je bila ta najkrajša razdalja za mojo starost. In je v bistvu samo 350 metrov plavanja, ki sem jih tudi komaj opravil. Kolo pa tek sta šla pač, kakor so šli prej. Nič posebnega. In v cilju, kako si bil v cilju? Mislim, da sem bil drugi skupno. Ja, pa ali sem bil prvi ali drugi v kategoriji, zdaj ne vem na pamet. Mislim, da sem bil drugi v kategoriji. No, za tistega, ki je pač zmagal, ne, ja, lahko se to lažiš, da, spoštovani kolega, da Medved letos ni šel v triatlonske vode, ne, da ti je pustil vsaj na lovoriko, ne hecam se, seveda, vse spoštovanje. Ja, nekje si dejal enkrat, ja, in to me je najbolj presenetilo, mogoče, ne, da triatlonci imajo po defaultu, pa mislim, da boš rekel težave s plavanjem, ampak si rekel, na kolesu smo pa vsi bolj za nič. Kaj si hotel s tem povedati? Zdaj, ne bom rekel vsi triatlonci, ampak v Sloveniji nisem videl še triatlonca, ki bi bil tehnično sposoben na kolesu. Se pravi, ali se ne znajo voziti v grupi, se pravi, v skupini se znajo voziti, ali vrtijo pretežke prestave, ali vrtijo prelahke prestave, ali imajo čisto zgrešen pojem kolesarstva. Je pa pač odvisno od tega, kako se trenira, zato ker triatlon se veliko posamično trenira, ni takih velikih, bi rekel, skupin za treninge in posledično se tudi to toliko izgublja tehnika v skupini. Zdaj, jaz triatlon spremljam s pol levega očesa, ampak vsem zapažam, da je od korone naprej, pa že prej malo, kakšno leto prej, začela se totalna revolucija, teli časi. Na vseh razdaljah z Ironmanom na čelu so šli drastično dol, no. Teli Norvežani, mislim, ko lokomotive povozijo vse, no, zdaj v 7 urah narediti Ironmana ni več noben science fiction, včasih je bilo karkoli pod 8 že izjemno. Ok, daj mi ti povej, ki si v tem športu desetletje, kaj se dogaja v triatlonu, kje so vsi ti napredki, ali v tehnologiji, ali v treningu, ali v talentu, ki prihaja v ta šport? Po moje je največja razlika bila na treningu, ker so Norvežani v bistvu so zdaj prišla ta generacija, ki je začela že od malega trenirati triatlon, je prišla naprej. Imajo tudi veliko teh, na splošno imajo po Evropi veliko teh triatlonskih šol posod. Se pravi, da lahko ljudje, otroci, ki se začnejo ukvarjati s športom, lahko kar že začnejo od malega trenirati triatlon. So v bistvu sam živi in diha za ta šport. Pol zraven je pa tudi tehnologija je prišla zelo daleč, sploh zdaj, ko so od karbonskih čevljev na teku do posebnih koles na Ironmanu, aerodinamike, v bistvu je res napredoval. Maraton od Laufa danes na Ironmanu v 2 urah pa pol, ja, je nekaj tazga, kar se moramo že kar navaditi. Kdo je pa tvoj, recimo, mogoče vzornik ali pa koga v triatlonskem svetu trenutno najbolj ceniš? To težko rečem, zato ker tudi, ko sem treniral triatlon, nisem spremljal triatlona, kakor šport. Zato, ker sem zmeraj gledal na to, ker sem spremljal triatlon, da je, kakor gledaš ene, ki uživajo na top tekmah, ti si pa v bistvu, ti pa ne moreš zraven tekmovati in mi je to zmeraj nekako jemalo vesele. Če bi pa rekel, sem mogoče res impresioniran zdaj z Blumenfeldom, ta trenutek, ki je res
je prikazal ene par takih odličnih zmag pa performansov. Blumenfeld je tudi kar korpulenten mladenič, ni neka trlica z 40 kg, ampak je kar človek, ki ga je nekaj skupaj, pa vseeno uspe, ne vem, laufati po 3:0 na kilometer, če se spomnim. Ja, je kar, mislim, tako bi rekel, presenetljivo hiter laufa za to, kakršen zgleda. Glede na to, da če gledaš črnce pa top atlete, so vsi suhi pa laufajo pol ure, on pa vso to maso za plavanje pa vse laufa isto pol ure po celem triatlonu. Je kar, bi rekel, zanimiv, Ja, zanimiv prikaz. res, ko gledaš te stvari, ti ni jasno, kako potem, ja, en atlet, ki dela samo, rekel, atletske treninge ne more laufati po 3 ure kadarkoli, ampak ja, vprašanje, ja, zakaj je temu tako, zdaj ne bo prišla do konca, povej mi, če so še malo pri triatlonu, neke Ironman ambicije, mogoče imaš še vseeno, ali si zdaj tako fokusiran na tek, da si pač triatlonske sanje mal odmaknil ali pa plane? Ne, Ironmana nimam v bistvu ambenga namen končati. Tudi, ko sem treniral triatlon, mi Ironman nikoli ni bil nek, bi rekel, cilj. Ne vem, me sam ni nikoli zanimal. Sem izmeri bolj interesiran v olimpijski razdalji, ker je malo hitrejša, malo boljši, bi rekel, pace je povsod. Lahko tudi kako so mi predstavili ta šport, mi je mogoče tako ustal. Ampak ja, nisem bil nikoli neki navdušen z Ironmana, oziroma nisem sam hotel dokončati te discipline. Super. Pa ima nekaj skupnega, jaz tudi ne. Evo, tako. To me veseli, z Jakom Medvedom nisem nikoli hotela zaključiti Ironmana, jaz ga tudi sigurno ne bom. No, zdaj, ok, rekel si, a ti je tek najljubši? Najbrž ti je, saj si zdaj v teku. Ti je kdo že, ko si šel v triatlon, dejal, veš, da si mi ta Ironman mota po glavi in bom to še večkrat omenil, ja. Ne, se ne. Ti je kdo rekel, ko si začel trenirati vse te discipline, jo, Jakob, ampak ti si pa res za tek posebej nadarjen? Ja, v bistvu je to bilo konstantni pogovor. Ko v bistvu trenutni trener mi je skozi pravil, da sem bolj narejen za tek, kakor pa za triatlonca tudi. Vsake toliko časa so mi tekmovalci rekli, da bolj zgledam tekač, kakor pa plavalec oziroma triatlonc. Sam sem zmeraj, ko so mi to rekli, sem pomislil nekako na brata Brownlee, ki sta bila tisti čas, ko sem jaz začel, sta bila v bistvu dominantna v športu. In sta v bistvu bila precej suha, pa sem rekel, zakaj pa še meni ne bi ratal, če nima rata. Ja, no, konec koncev sta pobirala odličje na največjih tekmovanjih, no, pa to družno ponavadi, ja. Če je en zmagal, je bil drugi ali pa tretji ali pa kaj takega, se spomnim. Ne vem, a je bilo to na olimpijskih, a kje je bilo. Bilo je. Tako. No, ampak, kdo je bil, recimo, tisti, ki te je pa potem, a si bil sam, ki te je potem dokončno prepričal, da si rekel, zdaj bom pa jaz poskusil pa samo s tekom? V bistvu prepričala me je nekako zveza, ki so mogoče malo ne vem, če so hoteli ali niso hoteli, na malo na grd način so veliko športnikov odstranili iz triatlonskih voda. Pa sem rekel pol sam pri sebi, da če pa pač nočejo, da sem tam, bom pa pač šel jaz v tek, pa vidim, kaj lahko naredim tule. Mislim, da poznamo zadnje, ampak mogoče zakaj misliš, da se je to zgodilo, kaj je bil vzrok tega razkoraka tekmovalcev in zveze? Po moje je bil problem denar. So hoteli malo več zase, najbrž, ne vem točno, ne. Ker glede na to, kako so oklestili reprezentanco pa vse, da v bistvu trenutno sploh nimamo več članske reprezentance. Imam v bistvu to edino razlago. Tako da ja. No, potem si šel v tek, pa si najbrž kar kmalu začel dosegati
že prej, no, ko si treniral več športov, pa mislim, gorski tek mora omeniti, to se pri tebi prepleta že od malih nog, no, kako to, da si pa ciklokros, pa ne vem kaj vse, ne, kako to, da si šel tudi recimo, vem, ko si aktivno treniral triatlon, pa potem poskusil tudi gorski tek. Je bilo to tudi del treninga, so se tvoji trenerji vsi strinjali s tem, da to poskusiš, ali je bila to tvoja želja? V bistvu najbrž na triatlonskem delu, najbrž trener ni bil najbolj zadovoljen, da sem probal vse te stvari, ampak so mi ostali povedali, da lahko probam tudi to, če me zanima, pa sem rekel, zakaj pa ne probam še vseh opcij do zdaj, ker pač še ni tako odločilno, pa ne morem še zbirati športov. Tako da sem v bistvu sem imel šanso preizkusiti vse športe, ki so mi bili tako zanimivi, da sem se lahko pa res odločil. No, katere športe si pa vse preizkusil, evo, če si že pri tem? Ja, začel sem jasno s triatlonom, pol sem gorske teke probaval, cestne teke, atletiko na štadionu, ciklokros sem tudi sprobal, pol na zadnje sem pa tudi v bistvu, zadnje let sem pa tudi plavanje probal tekmovati, sem šel na ene par tekem, to je pa pol to. No, recimo en gorski tek, ne? To je dokaj specifična stvar, ker se ponavadi že pri mladincih ustvari neka kar močna konkurenca. Ti si šel v te, rekel, gladiatorske vode, joj, tlafati v klansko, te peče, tako da ti mlečna kislina šprica z ušes, ampak vseeno, kako si se pa ti počutil, no? Prej recimo iz vode kolesa in teka po več ali manj ravnem, pa v klanec in to v strm klanec. Ja, prej sem itak šel na kakšen trening, sem malo probal, kako kaj izgleda, ampak moram reči, da je bilo precej težko. Sploh na gor mi je bil najhujši gorski tek, na dol še ne toliko. Nisem bil, bi rekel, konkurenčen ostalim, ki trenirajo to dalj cajta, ker so mišice čisto drugačne, kot pa na ravninskem teku, pa na kolesu. Je mogoče celo gorski tek bolj podoben kolesu, kakor pa teku po ravnini. Zanimivo. No, kdo je bil takrat v konkurenci, kakšen Španrik, kdo je bil še, kdo je tvoja generacija gorskih tekačev, s katerimi si se začel točiti na tekmah? Ja, v bistvu se Klemna Šparringa spomnim najbolj. V bistvu ostalih niti nisem tako zelo veliko poznal. Se zmeraj najdeš kakšen tako, ki je prišel kaj tako pogledati, ne, pa tako sam ponavadi je bil Klemen Balun, ki je me zmerom prehtel, pa sem ga jaz probal slediti. Ampak uspel se ti je pa vsem, kljub temu, da si bil novinec v tej disciplini, uvrstiti v reprezentanco za svetovno prvenstvo. Ja, v bistvu, ko sem šel na tekmo, ko so zbirali, sploh nisem vedel, da je v bistvu tekma bila za zbiranje. Ko sem v bistvu sam laufal, kakor sem lahko in sem čisto po naključju v bistvu, so mi sporočili pol, da mi je trener sporočil, da me bodo očitno vzeli na svetovno prvenstvo. Tako sem bil kar zadovoljen s tem, da bom še klej probal na najvišjem nivoju tekmovati, pa videti, kaj lahko naredim. No, zdaj, to svetovno prvenstvo, ja, ni bilo, ne, niti ne v Evropi, kar dosti eksotično, v Južno Ameriko ste potovali, je tako? Ja, bil v bistvu v Argentini, zraven mesteca, mislim, da je v Bariloche. Je bil najbrž res tak izlet, potovanje, ki si ga bom zapomnil do konca življenja, ker sem spoznal cel kup top folka, imeli smo se res fajn. Tudi tekma je bila zelo, zelo lepa, vključno s tem, da smo laufali v bistvu čez reke, po gozdu, ki je v bistvu čisto drugačen slovenskega, res užival. Tako da res en tak izkušnja, ki si jo zapomnil. Kdo je bil še takrat v reprezentanci, spomni me, no, sem že malo pozabil. Bili smo jaz, Klemen, Nejc, ki se zdaj ne spomnim njegovega priimka, bil je pol še Plaznik, Bečan,
Bregar, Miran Cvet, jasno. Pri ženskah so bili Nuša Mali, pol je bila Špela Gonza, je bilo tudi, mislim, da um, Mojca Koligaj, pa še ene par jih, vem, da jih sem pozabil omeniti, so mi trenutno ušli z glave. Bom pošpegal še jaz naredil reprezentančno listo, si naštel pač svetover slovenskega teka v klanec, sem zdaj, ko si se znajdel pač med najboljšimi v Sloveniji, od Španring, pa rekel si Bečan, pa zimzeleni cvet in tako naprej. Zdaj si posrkal kaj znanja, kakšne izkušnje od njih, kakšne nasvete. Si bil tisti, ki se je učil od teh ta starih veteranov. Ja, mislim, učil sem se itak skozi v tem športu, mislim, tako mi je bilo zanimivo, ker so povedali vse te svoje zgodbice, da ti pa zmeri pride kaj prav. Sem skozi v bistvu bil pripravljen, da če bo kaj pametnega, da takoj prislomim uho. Pa moram reči, da je bilo kar ene par takih, mislim, tako zanimivih zgodbic iztekam. Tako te nasmejijo, da te začudijo, vsega pomalom. Pa glede na to, da si bil novinec v tej njihovi sredi, recimo vsaj največjem tekovanju, so te mogoče malo z rezervo gledali, joj, s kje pa si ti prišel, mladi triatlonec? Pa ne vem, jaz nisem dobil takega občutka, tega nisem samo opazil. Mislim, da je bilo kar tak spoštljiv odnos eno drugega, ni bilo nič kaj podrejanja, zato ker sem pač šli iz triatlona, da bil pa kaj manj vreden takrat. Prav. No, sej, na tekmi ti je šlo kar dobro, no, daj mogoče malo pišeš vse skupaj, kako je bilo, mislim, kako je vse skupaj izgledalo, vas je kaj ta jetlag zmatrov, ali ste se zelo hitro adaptirali? V bistvu, jaz sem sam prvi dan malo opazil, da je bilo malo čudno, zato ker smo prstali, pa je bilo v bistvu še cel dan pred nami, smo bolj kaj zjutraj prišli in smo imeli še kar dosti cajta za vse urediti. Sama tekma je bila zanimiva, zato ker so v bistvu en dan prej spremenili progo, ker prvo je bilo mišljeno, da bo samo en krog, z rahlim vzponom pa z več kaj ne spusta dol. Pol je pa v bistvu, mislim, da je bilo zaradi dežja ali nekaj takega je bilo, je bil slab tam, ker bi mogli mi čez prečkati reko, je bil premočen in nas niso mogli spustiti tam čez, ker bi nas odnesli dol. Tako da so na koncu spremenili, da so naredili dva krajša kroga. Mogoče celo bolj zame, ker sem imel vmes še en spust, da si se malo spočil za naslednji krog. Sem pa itak začel, ko zmeri začnem tekmo na polno, pa videl, koliko dolgo lahko držim. Pa ja, spelo do konca. Prav. Koliko Slovencev, je bilo kaj Slovencev pred tabo, ne spomnim se rezultata, čisto točno? Ja, mislim, da sem bil jaz zadnji ali predzadnji Slovenc. Od mladincev, člani so imeli drugo tekmo. Klemen je bil jasno naš najboljši, jaz sem pa končal nekje tam v zadnji tretjini. Se pa ne spomnim niti, kakšen je bil uvrstitev oziroma čas. Pa si po tem tekmovanju rekel, joj, to bi pa še kdaj poskusil, a si rekel, zdaj grem pa naprej sprobati še druge discipline? Ja, rekel sem si, mogoče bi pa res še kdaj probal iti na svetovno, sam me ni več tako navdušil gorski tek, ker sem videl, da mogoče res bi mogel čisto spremeniti način treniranja, pa spremeniti praktično vse, kar pač delam na treningih, da bi se lahko približal najboljšim. Če čist na hitro očrtaš te razlike, ne vem, recimo nekega cestnega ali pa stadionskega tekača z gorskim tekačem? Ja, po moje je dosti različna razporeditev mišic, veliko bolj kvadri delajo, pa meča, kakor na cesti, ker na cesti se v bistvu laufa bolj kaj ne iz noge na nogo, da se noge vrtijo lepo. Pa pač ja, takrat pa še mogoče so gorski tekači še malo lažji, sicer ne vem točno, če so lažji res, kakor cestni tekači, ker je še zmeraj se boriš z gravitacijo. To je pa v bistvu to vse.
Enkrat sem vprašal Romana Kejžera, zakaj se nikoli ni preizkusil v gorskih tekih, za razliko od kakšnih drugih odličnih slovenskih maratoncev, ki so tudi v gorskih tekih dominirali, pa je rekel, ne, če enkrat začneš trenirati gorski tek, moraš izdatno skrajšati korak, to ti pa zelo narobe hodi, ko greš potem spet na stezo ali pa na cesto. Je to res? Ja, za oklanc se uporablja veliko krajši korak kot po cesti, ker je v bistvu, če boš delal dolge korake, moraš se višji odzigati z enim korakom, ker če narediš samo 5 majhnih v tem razmaku. Ja, in je v bistvu isto kot dviganje uteži. Lahko enkrat dvigneš 100 kg ali pa 10krat po 10 kg. Dviguješ tudi teži, najbrž, Jakob? Ja, Ja, dvigal sem jih v bistvu, ko sem treniral triatlon, da sem za plavanje prenašal noter moč. Zdaj pa v bistvu sam še za noge. Namenoma pač, da ne bi bil preveč, se pravi, mišičast v zgornjem delu ali kako? Ne, trenutno imam v bistvu za noge delam samo to, da v bistvu, bi rekel, dopolnjujem trening, ker se mi zdi v bistvu, po mojem mnenju, je zelo pomemben ta trening z utežmi, da navadaš noge, da tudi, ko je zelo težko, da še zmeraj lahko premikaš naprej. Evo, pa se spet v težeh nam, rekreativcem, ubijajo glavo, da pač trening za moč je pač vitalnega pomena za celotno zdravje, pa tudi za bolj zdrav pa tek brez poškodb, pa za boljšo tekaško formo postavo, za kor in tako naprej. Kaj ti meniš o tem? Ja, če se misliš resno ukvarjati s tekom, oziroma če si nov v teku, da si prišel iz kavča, se mi zdi ena taka fajn stvar trening z utežmi, oziroma da se nekako privadijo vsi te mišice, tetive in vse ostalo, da se nekako privadi na ta obremenitev teka, ker tek je res zelo naporen šport za telo, ker stalno nabija, pri vsakem koraku v bistvu preneseš več, kot je lastna teža. Pa še v kakšno luknjo, kdaj stopaš, je fajn, da imaš močne gležnje, pa sploh pa trebušno so pomembne, da se ne zvijaš po cesti. Ja, no, sej mislim, da boš rekel, da ni tako pomembno, pa sem spet tam, ker nisem hotel biti. Ja, kaj pa sprašujem, ne hecam se, seveda, vsi spoštovani in spoštovane, delajte vaje za moč. Andrej, tle te posebej pozdravljam, sebi tebe, vem, da me boš spet potegal na Facebooku kakšne objavi na to temo. Jakob Medved je treniral nekaj časa v tem triatlon, pa gorski tek, pa tek na cesti, se je udeleževal tekem na stezi. Kdaj si šel prvič recimo na stezo odlaufati, kakšno resno tekmo? V bistvu sem že zelo na začetku, ko sem začel trenirati triatlon, sem opazil, da mi gre tek mogoče malo boljš kot v druge dve discipline. Pa sem rekel, zakaj pa ne probil še v bistvu na štadionu. In se prav spomnim te tekme, ko sem prišel na štadion in so imeli tam fantje že vsi šprinterce. Spomnim se, ko sem videl Tobija Gabrščka, pa Vida Botolina, ko sem si rekel, ta dva pa oranž pred mano. Pa na koncu niti ni bilo toliko velike razlike, da se razlika še zmeraj velika, ampak glede na moje priprave sem bil kar zadovoljen. Kdaj je bilo to, no, če se spomniš, katerega leta, pa kje? To pa se ne spomnim, vem pa, da je bilo v Celju, da je bilo. Ali pa Velenju, zdaj ne vem, Celje ali pa Velenje. Je to že krepko pred korono, praviš, ali kako? Ja, to je bilo že v bistvu že kakšne 6 let nazaj. Sem bil še precej zelen v športu. Ampak, ko si bil tam, rekel, s boljšimi mladinci, tiste dobe, ki se zdaj levijo v mlajše člane in tako naprej, si dobil kakšno dodatno motivacijo, pa samozavest, ko si rekel, ok, sej tudi brez šprinterc sem skoraj tako dober, ja, nekaj bo na tem, imam nekaj.
gremo še naprej, gremo še to probati. Ja, v bistvu, mislim, vsakeč, ko držim zraven ta najboljše, se mi zdi, da delam nekaj prav, doda neko veliko motivacijo temu, tudi na trening greš po lažji, recimo sploh zdaj po Amsterdamu, po maratonu, po 10 km v Ljubljani, si v bistvu cel tak navdušen, da ko me čakaš, da se boš spravil nazaj na trening in isto je bilo takrat, ko sem videl, da lahko držim zraven vsaj nekaj časa, sem bil cel navdušen in mi je res dal še en dodaten udarc, da pospešim trening. No, tale mlajši članski U23 rekord letos ni bil tvoj prvi slovenski državni rekord, že v mladinski konkurenci si uspel kakšen rekord si vzeti zase, je tako? Ja, v bistvu pri mladincih mislim, da sem postavil na cesti 10 km rekord. Pa mislim, da sem ga imel lih 2 ali 3 tedne in pa mi ga je pol vzel vid, pa mislim, da ga ima še zdaj, še zmeraj on. Ja, zdaj mislim, da mladinca, ki je bil hitrejši od Botolina, zaenkrat tudi še ni bilo, ja, desetki bomo videli, kaj bo prihodne, tili časi grejo tudi neverjetno hitro nadol. Kako bi ti recimo trenutno ocenil? Evo, zdaj ste ena zanimiva generacija, že prej si omenil oba dva, ki posegata po visokih mestih, je še kdo, kako bi recimo ste vi prihodnost slovenskega teka na dolge proge, za božjo voljo, ki jih tako pogrešamo, ta luknja med 40-letniki pa mlajšimi, kar zeva, recimo. Ja, trenutno smo v bistvu 4 taki, ki bi rekel, da se en drugega lahko preganjamo. Mogoče je vid malo pred nami, pol so tam Tobi Gavršček pa Matija Rizmal. Bi rekel, da smo trenutno zdaj 4, ki smo kar, bi rekel, en zraven drugega, da mogoče bi bilo kaj iz nas še. Pol pa seveda pač tukaj še Kobe, ki je itak neverjetno hiter laufa. Pa upam, da še čim več pride takih, da bomo imeli čim več tekem, čim več borb na cesti in na štadionu, ker v bistvu to je point športa meni, da se v bistvu primerjamo med sabo, kdo je boljši. Res, ja, sej z vsem spoštovanjem med Kobetom pa vami, letnik 2000 plus so še recimo Mitja Krevs, ki je sicer bil poškodovan, pa Rok Puhar recimo, pa vračal se je Domen Hafner in tako naprej, se neki fantov, ki morda tudi jih ni pač za odpisati, saj za maratonske vodenje, ampak ja, lepo je videti, posebej vas, mladeniče, ki ste tako zagrizeni, pa postavljate take nore čase, pa tudi v absolutni konkurenci zmagujete. Ja, Kobe je letnik 82, ja, zdaj na pripravah v Keniji in bo šel v Valencijo na maraton, ja, ti si ravno 20 let mlajši od njega, no, ko si leta šel kozje na državno prvenstvo v dolgih teh in na 10.000 metrov na štart, si vedel, kakšna bo konkurenca, si pričakoval še več atletov ali kako? Ne, v bistvu konkurenca je točno tako, kot sem si predstavljal. Vedel sem, da bo Janik malo prehiter zame, sam sem rekel, da grem z njim probat, pa da vidim, koliko dolgo lahko držim. Mislim, da sem ga držal lih 5 km, mogoče 5,5. Je pa začel precej hitro zmanjkvati, sploh ker nisem bil še nič natečen. Trening ni bil ta prav, bi rekel, mislim, je bil ta prav, samo ga je bilo veliko premalo. Ostalo sem pa v bistvu bil prijetno presenečen, da mi rata zmagati v slovenski konkurenci. Mislim, da ja, pa tudi čas ni bil zanemarljiv, no, na koncu si imel, ne vem, koliko, 20 sekund prednosti pred drugouvrščenim. To je bila kar taka suverena zmaga. Ja, mislim, je bila neka prednost, sploh glede na kakšen je bil vreme, je bil čas tudi v redu, ker da se je v bistvu pral od štarta do konca, pihal je, ko res ni bil dan za hitre teke, bilo v bistvu sam bolj, kaj ne priješ do konca. No, tale Nemec, ki je absolutno zmagal, Janik je imel, ne vem, nekih 45 sekund prednosti pred tabo, ti si z 31-51 tudi tekel, potem odnesel državni naslov, tvoj
članski državni rekord na 10.000 metrov na stezi. Ajde, no, to pa lih ni vsak dan, ne. Kakšna naslovnica v Cajtnikih je že bila, ne. So te že začeli malo več omenjati, kako je tvoja okolica, recimo, pa klub, pa starši so to sprejeli, recimo. Ja. Ja, starši so itak največji podporniki kle, so bili itak, po mojem, od vseh najbolj veseli, da mi je ratal. Trener je bil tudi zadovoljen, seveda je tudi rekel, da je še zmeraj, da imam prostora za napredek. Ostali pa, mislim, niti ni bilo nekaj, tako bi rekel, iz drugih strani, bi rekel, tako profesionalnih strani ni bilo nič kaj takega, tako da bi kdo kaj bolj omenjal, kakor ponavadi. Kakšne sponzorje že imaš, vem, da si ambasador Top for Running, imaš še koga drugega, ki te podpira pri tvojih športnih naporih in potem uspehih? Ja, v bistvu Top for Running, pol je še Web Company, je kolesarska trgovina. Jasno me zalagajo z opremo za kolo, ker še zmeraj pač rad kolesaram. To so v bistvu moja dva glavna sponzorja. In to je v bistvu tudi to, bi rekel, od sponzorstv. Pa kakšen sorodnik, če se to reče, tudi sponzor. Evo, zdajle na tem mestu je poziv vsem športnim zunaj. Ja, tudi tu ima Jakob Medved veliko manevrskega prostora, tako da mirne duše, ja, se vključite, tudi pa postanete sponzor. Dajmo reči, da ne, človeku, ki veliko obeta, vendarle ima zdaj mlajši članski rekord v polmaratonu, državni naslov na 10 km na 1000 metrov na stezi. Ja, pa olimpijska sezona še le prihaja. Zdaj, jaz vem, da bi koga od poslušalcev in gledalcev morda dolgočasilo, ampak vseeno, ne. Mene osebno zanima, kako pa trenira Jakob Medved sedaj, ne. Kako izgleda njegov treninški teden, koliko kilometrov spravi v to časovno obdobje, kako izgledajo treningi čez teden, čez dan, treniraš kdaj dvakrat mogoče na dan, imaš kakšne posebne protokole, res me zanima, pa verjamem, da tudi kakšnega drugega atleta tam zunaj, ki se disciplino to peča. V bistvu ta let je bil, bi rekel, relativno malo kilometrov, ker sem se bolj navajal na tek, na napore teka, da se je telo res privadilo. Ta let sem delal okoli 60 do 70 kilometrov na teden, če grem v povprečju. Sem delal predvsem en trening na dan s pavzo na ponedeljek. So bili tudi, recimo, si dvakrat na dan treniral, sam je bil bolj fitness pa tek, ali pa mogoče kakšen hiter trening pa parastek zvečer ali pa na take fore. In v bistvu bolj je sam cona 2 tek, cona 3, da se v bistvu, da si skozi, bi rekel, da se telo lahko spočije med težkimi treningi. Treniraš sam ali boš daj tudi kakšne, bom rekel, kolege, kakšno ekipico, da se dobite, pa kakšen težji trening naredite skupaj, ali kako to izgleda pri tebi? Ta let v bistvu sem skozi sam treniral. Na hitrih treningih je zraven mene bil oče ali pa trener, sta bila na kolesu, sta ona dva dajala tempo. Tudi ko sem trenil triatlon, sem večinoma sam treniral, razen plavanje, ki je bilo v klubu. Tako sem nekako sem že vajen tega, da se sam sebe preganjaš. Se pa strinjam, da je bilo zelo zabavno mi bilo trenirati v večji skupini. Recimo, da sploh, če bi bili isto dobri, da bi en drugega preganjali, bi bilo pa, verjamem, da še veliko bolj zabaven. Imaš še stik s kolegi iz triatlonskih vod, ne vem, s tvojo generacijo, s tvojimi klubskimi kolegi, da skupaj naredite še kakšen trening, mogoče kakšno regeneracijsko vožnjo, če smo že pri tem s kolesom? Na družbenih omrežjih imamo še stik, sam nismo v bistvu od takrat naprej nismo nobenega treninga naredili skupaj. Tudi razpeljavanje, ker očitno najbrž ni časa več, ker so urniki toliko različni. Pa
Pa je kdo iz tvoje generacije res moče uspešen? Ne vem, jaz ne spremljam toliko, morda lahko koga izpostaviš, ki se je strelil med boljše triatlonce. Bi rekel, da od 2-2 letnika ni, bi rekel, ni neke take, da bi rekel, no, zdaj je trenutno v bistvu v Sloveniji najboljša Tjaša Vrtačič. Ona je zdaj trenutno trenira v Španiji in gre v bistvu od vseh slovenskih triatloncev najboljš. Ima ona po mojem največ, bi rekel, prihodnosti v triatlonu, ker se mi zdi, da še zmeraj v moški kategoriji še zmeraj nimamo enega tazga, ki bi bil Konkurenčen. ali kako? konkurenčen na vseh treh disciplinah, ker so res brutalne. Brutalne časti. No, prej si omenil triatlonsko zvezo, no greva pa k drugi zvezi, greva k atletski zvezi. So te morda z te krovne organizacije zdaj kot pač priznanega, rekel, znanega atleta, morda kaj pokontaktirali, ti ponudili kakšno sodelovanje, ti omogočili kakšno stvar, a še čakaš na to? Zaenkrat, če v bistvu čakam na kaj, bolj kot ne, zaenkrat je vse, kar je bilo, je urejal moj trener, Miro, iz zvezde pa nisem zaenkrat še nič kaj resnega slišal. No, ajde, mogoče zdaj le zime, pa imajo čas malo pretrest, pa bodo tudi tebe vzeli v misel, ja, pa mogoče za naslednjo sezono takšno pobudo, držim pesti. Tvoj domači klub je zanimiv. Tek je Leka, je tako, tamle iz Logatca. Tako. Miro Petrovec tam drži roko nad klubom, ali kako je starost alfa in omega tega kluba in je v bistvu na en način tudi zaslužen, da si ti tako vesten pri svojih treningih, ali kako? Ja, v bistvu on je čisto spremenil način, kako treniram tek, ker predtem sem v bistvu imel iz triatlona še to miselnost, da več je boljš, da več bom naredil težkih treningov, bolj bom letel, kar je pa v bistvu on čisto spremenil. Moram reči, da je tudi me skoraj vsak dan pokliče, preveri, kako je z mano, tako da je res v bistvu ga je za pohvaliti, ker si je res vzel cajt, si je res pač prištimal se je na to, da mi pomaga v športu. So tvoji uspehi letošnji morda spodbudili še koga v klubu, da je začel bolj trenirati, ne vem, si motiviral, ti je kdo rekel, mlajših ali pa tudi, ne vem, starejših, da si mu sedaj ti vzor morda? V bistvu to mi zaenkrat ni še noben rekel, zato ker v bistvu tudi pri Tek je Lek je bolj kot ne rekreativni klub in laufajo starejši tekači, mislim starejši, govorimo starejši od mene, pa večina jih ne trenira, tako bi rekel, zares. So vmes tudi izjeme, ki resno trenirajo, pa jim gre zelo dobro. Za mlajše pa trenutno nimamo neki veliko, bi rekel, ni veliko mladih tekmovalcev. No, jaz sem pravzaprav navdušen, ja, da poznam ta vaš klub, tudi trenerja, poznam nekaj tekačev, starejših, kot si rekel, ampak tudi rekreativcev, ki so bili zelo dobri pa rekreativk. In mi je všeč, da z take sredine je ven zrastel en tak potencialen atlet, kot si ti, no, res kapo dol Mirotu in tudi tebi, da sta najla to sinergijo. Zdaj, kaj pa je, rekel, tvoj dragi trener rekel na stvar, ki si sam rekel kasneje, to je pa velika neumnost, ki jo ne bom več ponovil, namreč, boš ti več povedal med korono, so vse tekme odpadle, so bile pa virtualne, med drugim tudi Wings for Life in kaj za božjo voljo je Jakoba Medveda, mladega Jakoba Medveda, 18-letnika spodbodlo, da si takrat udeležil, bom rekel, tega virtualnega izziva. V bistvu je bilo bolj, ne, sem bil en dan preden si je bilo konc prijav, sem bil star 18, pa sem rekel, zakaj pa ne, da probam, da vidim, koliko lahko naredim. Pa sem pa v bistvu bolj, ne, za foro na državnih omrežjih objavil, da grem jutri na 60 kilometrov, da imam cilj to dokončati. In se prav spomnim, ko mi je en prijatelj v komentarje napisal, da če se mi ne zdi to malo preveč zame,
In takrat sem vedel, da to ne bo preveč, da, da bom šel za res, da ne grem samo malo za foro. Ker mi v bistvu meni je v športu se mi zdi, da sem en takih, da se moram skozi dokazovati, da dokažem, da sem boljši, kot kar ostali mislijo. Uh, Zanimivo, no? Mislim, si že, če samo preskočim, preden zaključiš to zgodbo, no? Ampak si že od malih nog tak, si bil vedno tekmovalen, je kaj drugega spodbodlo to tvojo kompetitivnost? Ja, ne, v bistvu sem bil zelo tekmovalen. Že ko sem bil čist majhen, sem v bistvu tekmoval s starši, sicer so mi pustili, da zmagam, ampak sem zmeraj mogel dokazati, da sem boljši od enega. Ker če ni bilo tega, da sem lahko dokazal, da sem boljši od enega, se mi ni nekako dal narediti tega, um, ker na nek način me ta energija, ta uno, da dokažem enemu, da jaz pa lahko to naredim, ti pa ne, me to žene naprej. No, in če se vrnemo k tem Wingsom, je bilo pol tudi to povod, ampak to so bile virtualne zadeve. Jaz se spomnim, mi smo tle pri nas okrog Brda tiste kroge obračali, pa na tisti aplikaciji zadaj se je nekaj drlo, ne? Pa nek šunder je bil, pa neka navodila, pa vsake toliko časa ti povedal, kje si, ampak kako si se ti tega izziva takrat lotil? Evo, ki si izbral progo že vnaprej, si kaj preštudiral, da bo ja, ne, mal nadol, pa mal hitreje, pa tako. Ja, v bistvu ja. Progo smo zbrali na ta način, da je bilo mogoče malo dol, ker se mi zdi, da mogoče je bila na koncu tudi malo slaba odločitev, ker se mi zdi, da so malo preveč kvadri delali na nogah, ker je bilo na začetku bilo preveč, bi rekel, spusta in si se kar utrudil, ker je skozi nabijal. Nisem pa vedel nič prej, kaj bom jedel, kako bom energijo vase vnašal. Ker v bistvu še nikoli prej nisem laufal tako daleč. Sem v bistvu do takrat najdaljši tek je bil, mislim, da 20 km, pa šlo samo enkrat. Tako da sem v bistvu prvih, bi rekel, 10-20 km sem probal ugotoviti, kaj mi paše med tekom, kaj ne. Oče je skozi zraven vozil in v bistvu sabo od sendvičev do gelov, Red Bulle, se pravi vse, kar je bilo možnega. Začel sem s sendvičem, ker sem mislil, da bom lahko pojedel, ga nisem mogel pojesti med tekom. Pa so bile prebavne težave, sem mogel dvakrat na stranišče vmes. Tako da v bistvu je bilo pol od 20 km naprej, je bilo samo še na gelih, pa na Red Bullih, pa na vodi, da sem prišel do cilja. No, ko si prekoračil maratonsko razdaljo, se še vse niso ustavil, si rekel, grem, dokler bo dalo, ampak ne že pride ta avto ali kako. Ja, v bistvu sem že kar orang pričakoval avto, ker sem imel pri 30 km, sem imel eno tako, bi rekel, sem zadev steno. Psihično nisem mogel več, sem se čisto ustavil, spomnim, sem 6:30 laufal, sem iz 4 tem padel na 6:30, sem skoraj da ne hodil, pol sem pa okoli tam 36, 38 km sem nazaj dobil en korak, sem rekel, da se lahko neham smiliti sam v sebi, da nam nič boljš, pa da grem dalje. In stisnil si skoraj do 50 km, no, kar je bilo takrat dovolj za slovensko zmago, pravzaprav. Ja, v bistvu me je malo presenetilo, da sem zmagal, ker sem malo, kar sem gledal tako na rezultate po svetu, pa tako sem mislil, da bo kdo ziher še pred mano bil. Tudi nisem mogel imeti nič čekirati, zdaj jaz nisem čekiral, oče tudi ni, ker je bil v bistvu vse okoli mene, da je bilo vse prav, je štelo v stvari. Pol itak na koncu, ko sem končal, je aplikacija nekaj zamrznila in mi tudi ni vpisala tega rezultata, sem mogel kontaktirati Red Bull oziroma Wings for Life, da sem jim poslal vse dokaze, da sem jaz to prelaufal. Tako sem na koncu kar presenečen, ko sem vedel, da sem zmagal. Mislim, čestitke za nazaj, ampak takrat, ne vem, a je bila takrat tudi nagrada, da za naslednje leto ti ponudijo pač četrtino pa vse za poljubno lokacijo, ali ne? To se ne spomnim, tudi vedno nisem, ker nisem gledal, ker sem v bistvu rekel, da grem sam laufat, zato da dokažem, da lahko to naredim. Tako ne vem, če je bila, sem zamudil priložnost. Najbrž bi te kontaktirali, ampak
ene fotke se spomnim na socialnih omrežjih, ki si objavil, popolnoma izmučen, si obležal, ne? Pa potem v večjih intervjujih kasneje dejal, da pa to je bilo pa čisto preveč matranja za tebe. Ja, psihično je bilo grozno težko, ker je bilo konec, so se noge kar ugasnile, sem v bistvu prvič v življenju sem obležal na tleh, da se nisem mogel več premikati. Tudi se spomnim, takrat sta dva mimoidočih kolesarja prišla, sta vprašala, če sem v redu. So rekli, da mi ni nič hudega, da bom preživel. Je pa ja, bila taka, bi rekel, neumnost, da sem to šel delati. Sam mi je bilo vredna neumnost, ker tisti let ni bilo nič drugega za početi, kot pa take stvari sprobati. Delati virtualne neumnosti, ja. No, zdaj, jaz se spomnim, Lud Zalokar pa ga tudi najbrž poznaš iz gorsko-tekaških pa cestnih tekov, on se je tudi preusmeril zdaj iz srednjih prog na dolge. Mi razlagal, da je šel med krono samo teč maraton, pa da je bilo to neka najhujša preizkušnja v življenju, ki jo je naredil pač, ne? In jo tudi na en način označil za neumnost. Pak vsem zdaj si videl, recimo, ko je odteč maraton, vsem si ga pač, ajde, moče za tvoje pojme ne hitro, ampak po 3 urami obrnil, videl si, kaj vse to terja. Te zanima, najbrž te zanima maraton, zdaj majčkeno približno vsaj veš, kako bi to izgledalo, če bi se už zares v te vode. Ja, maraton me seveda zanima. To je v bistvu, bi rekel, cilj zame, da bi šel na maraton laufat, ampak moram prej dobiti dosti brzine, da bom konkurenčen v maratonu. Mogoče že naslednje leto probam kakšen maraton odlaufat, da malo vidim, kako je ta pravi maraton odlaufat s konkurenco okoli sebe. Pa čez leta pa zagotovo bom probal čim več maratonov, v bistvu hitro odlaufat, mogoče priti, kot sem rekel, na olimpijske igre. Brzino praviš, ja. Mislim, ja, človek reče brzino pa maraton v istem stavku, ja, in se meni pač pal požganov za kurtem od zadnji, ne. Meni se skozi pravil, da rabiš vzdržljivo za to, ampak ja, ne, glede na to, kaj danes gledamo tam zunaj, je brzina pomembna. Zdaj, ok, pa deva malo tole razdelati, ne. Kaj pomeni brzina, kakšne rezultate bi mogel doseči na desetki, na polovički ali pa na petki, karkoli na stezi, da bi bil recimo hitrostno dovolj natreniran, da bi potem počasi prešaltal tudi na dolge proge. Ja, glede na to, da je za maraton, bi rekel, kvalifikacijski čas za olimpijske igre 2 ure 8 minut. Norih 2:08, ja, 10. Pravi, rabiš maraton obrniti v uri 4 minutah, kar je malo počasnejše kot 3 minute na kilometer. In se pravi, posledično bi bilo pričakovano, da lahko 10 km laufaš 29 minut brez problema. Mislim, brez problema, da si ne zdi nek hiter čas 29 minut, da lahko laufaš tako dolg maraton. Seveda pa ne vem, v bistvu iz lastnih izkušenj. Zdaj, tvoj osebni rekord na desetki je koliko čez 30 minut? 30-50 je trenutno. Že to je, ne vem, to je 3:05 na kilometer, ja. To je že kar hiter. No, mislim, koliko časa meniš in treninga človek potrebuje, da se potem spusti pod magično mejo 30 minut? Trenutno mislim, da sem blizu tega, zato ker je bil ta, bi rekel, moj osebni rekord je postavljen prejšnji teden na ljubljanski desetki, ker smo se tudi v bistvu velik del tekme smo se med sabo gledali, kdo bo kaj naredil. Smo vmes prepočasi laufali, da bi se, bi rekel, da smo vmes že vsi malo gledali, kaj pa zdaj, a se bomo ustavili. Tako da po mojem trenutno ne rabim veliko več takega. Je samo še brzina, da malo izpilam, pa sem pod pol ure. No, to je lepo slišati. Evo, to je lepo slišati. Pomladi bomo takole imeli oči, pa tipkovnice, pa ekrane odprte na prvi tekmi. Kam greš na prvo tekmo v naslednji sezoni? Že to že približno veš? Ne, to pa v bistvu še nimam. Sem Lidon sklical trenerja, pa rekel, da se bomo konec tega tedna usedeli, pa malo zapisali, kaj bi bilo fajn narediti. Najbrž mu še nisi rekel, da bo šel nekam na maraton, kar si meni povedal prej.
Ne, sem mu že povedal, je rekel, da tudi on pričakuje, da bo treba to enkrat narediti. Kam, mislim, če boš lahko sam izbiral, kam bi te pa povlekel, kam pa te vleče na maratonsko progo, recimo? Probo bi mogoče Berlin, mi je en tak maraton, ki ga bi si želel odlaufati vsaj enkrat v življenju, pa Valencija, ta sta ena taka, ki bi res rekel, da sta moja dva top maratona, ki bi si jih želel odlaufati, res hiter, ker sploh proga je na obeh dveh precej, precej hitra, pa narejena za postavljanje osebnih in svetovnih rekordov. Ja, Berlin naslednje leto sigurno gremo, jaz sigurno grem, pa še ekipo vlečem s sabo, malo večjo. 50 vendarle je, jubilejni, že to bo cela štala. Valencija, tako pravi, da slej ko prej bojo tam udarili svetovni rekord in vsako leto dodajo še kakšne pol milijončka v tisti zbir denarja, pa še kakšnega privlečejo več, tako da lej, karkoli od tega boš izbral, bo vrhunsko, ja, te bo samo povleklo naprej, verjamem. Nekaj me še zanimalo, nisi prvi tekač, prvi triatlonec, ki se je znašel v teku in dominiral, recimo pred tabo že Pleše, ki je šel med profesionalce, tudi dobo recimo Wingse enkrat, pa še kaj drugega, pa Klemen Bojanc, ki sem ga tudi enkrat imel v podcastu, je tudi dobo enkrat državno prvenstvo 10 na cesti, tudi triatlonec, born and raised, pa ne vem, na zadnje Matic Modic, ki se je preskušal v triatlonu, pa zdaj je eden boljših slovenskih maratoncev. Zakaj vas je toliko iz triatlonskih vod, ki ste potem v teku tako uspešni? Mogoče je iz triatlona ta mentality pride, da ni niti tako težko na koncu samo eno disciplino narediti, ki si jih že 3 naredil zapored. Mogoče to. Drugače si pa ne bi znal predstavljati, zakaj. Najbrž sam naključje, ali smo pa res toliko, bi rekel, dobri v hecu, da lahko še tečemo zraven hiter. Toliko dobrih atletov imamo med triatlonci, ja, da potem, ko pridejo na tek, pometejo vse z klasičnimi atleti. Ja, zdaj, tako to je, tudi v redu, važno, da pridete na koncu tek, če se malo pohecam. Kaj pa poškodbe? No, pravijo, triatlon je super, imaš 3 discipline, skozi rotiraš, skozi je malo drugač, mišice se ne morejo trgati, kite se ne morejo vnemati, super je vse skupaj. Je tudi to razlog, da mogoče nisi imel kakšnih resnih poškodb doslej? Ja, sploh je triatlon tak, bi rekel, fajn šport, zaradi tega, kot sem rekel, da se več športov se dela, vmes imaš 2 športa, ki nista taka, da udarca delata, se pravi plavanje, ki si itak suspendiran v vodi, pa kolo, ki tudi ne nabijaš na noge, je samo v bistvu tek ta, bi rekel, neprijeten šport za telo in kosti. Sam sem v bistvu imel samo eno poškodbo na srečo, sem imel stresen zlom fibule, je pa ja, je res, bi rekel, fajn imeti. Triatlon je mogoče res za mlajše športnike, za mlajše, fajn šport, ker te fajn te natrenira, ta kardiovaskularni sistem ti res natrenira, pa ohranja, da se ne poškoduješ prehitro. Ja, mislim, res zanimivo, no. Ja, greš malo na kolo, pa malo se greš v vodo sprostiti, pa greš laufati, ker naenkrat imaš ogromne obremenitve kardiovaskularnega sistema, hkrati pa vse ostalo razporejaš med mišice, mi, ki nabijamo samo tiste kilometre ali pa resni tekači, slej ko prej, jaz skoraj ne vem za nobenega, pa jih poznam veliko v Sloveniji, ki mi ne bi prav tule potožil za kakšno resno poškodbo. Kako si ti pridelal, no, zato da se ne bodo klasični tekači slabo počutili, ja, fibula počena, tako da, evo, lahko veste, tudi Jakob Medved se je poškodoval. Kaj se je zgodilo, da si pridelal to poškodbo? V bistvu sem se pripravljal na novo triatlonsko sezono, mislim, da je bilo to 2 leti nazaj. In sem začel že kakšen mesec pa pol pred prvo tekmo čutiti, da me malo boli noga, ker čudno obrnem. Sam sem rekel, to je najbrž samo mišica, ker te zmeraj kaj boli, pa rečeš, vse se bo samo poštimal. In sem v bistvu nadaljeval. Potem sem šel na prvo triatlonsko tekmo, me je samo še bolj bolelo. Sem rekel, to je dobro, se bo že enkrat samo rešil.
Pa sem šel pa en teden po temu, sem šel na atletsko tekmo, mislim, da je bilo 5 km. In takrat je v bistvu najbrž zaradi podlage, pa zaradi agresivnosti šprinterc se vse samo sprl na enem tretjem kilometru in sem v bistvu začutil, da to pa ni več samo mišica, da se ne bo več samo rešil, ker pa tudi nisem mogel več normalno stopati na nogo. In sem pol zvečer, so me prepričali, da bi bilo pametno, da grem jaz to slikati, ker sem bil še zmeraj prepričan, da je to sam malo, da malo ohladim z ledom, pa bom čez 2 dni dober. So pol na rentgenu videli, da se je kar oranj odprl vse skupaj. In so v bistvu takoj so mogel začeti z regeneracijo. Koliko časa si seniral to reč potem? 15 tednov nisem bil na teku. Kaj si takrat premišljal vmes? Ja. Ja, veliko sem premišljal, zakaj nisem že prej rekel, kaj je to, zakaj nisem malo bolj, bi rekel, pameten treniral, bi bilo veliko takih, kaj če, ampak kot pravijo, po tekmi je najlažje biti general, po bitki je najlažje biti general, povedati, kaj si delal narobe, ampak je bilo bolj, ker ne bilo osredotočiti se na sanacijo poškodbe, pa da bom čim prej v bistvu nazaj laufal. Ali je bilo težko po poškodbi spet začeti trenirati, pa dobivati nazaj kondicijo, ki si jo vendarle nekaj izgubil? Ne, težko se je bilo zdržati, v bistvu, ker sem si želel, jaz kar nazaj priti na trening, pa gremo na polno. Pa trgati, ja. Ja, tako nekako, ampak so v bistvu so mi vsi pravili, kaj pa če ne, kaj če gremo bolj počasi. Moram takrat pohvaliti tudi ekipo od firme Medicofit. So zelo dobro so pripravili nazaj nogo, da sem lahko začel, ker smo mogli izenačiti mišice v levi in desni nogi, ker sem izgubil kar precejšen delež. Kljub temu, da sem začel s prvim dnem, ki sem si zlomil, sem začel regeneracijo, je še zmeraj bil v bistvu izostanek v mišicah velik, ampak so me dobro speljali čez. In pol je tudi trener, prejšnji trener za triatlon, me tudi nazaj držal, mi je rekel, da ta let je tek izgubljen, da nimam kam hiteti. Tako da sem pol umiral, saniral celo poškodbo. In zdaj ne čutiš več nobenih posledic, si popolnoma zdrav in osredotočen zdaj. Ja, se je vse zacelilo, kakor bi se mogel, nič ne čutim, tudi kost je ista, kakor je bila prej. Tako da sem pripravljen za naprej. Ti študiraš sicer ali kako, s čim še zapolniš svoj čas? Ne, študiram ne več. Delam v bistvu doma v firmi. Ker sem nekako videl, da študij očitno tak sem si ga izbral ni zame. Pa sem rekel, da bom probal postati profesionalen športnik, pa vidim, kaj lahko naredim s tem. Držimo pesti, res, da ti to uspe, no, v bistvu si v najboljših letih, da se pač izstreliš med zvezde. Zdaj, kdaj se ti zdi, so najboljša leta za atleta, zdaj se to podaljšuje, kot vidiš, če boš treniral še tako naprej, si lahko 20 let, recimo profič. Ja, za še te hitrejše stvari, zagotovo tam okoli 26 leta so najbrž, moraš biti že profesionalc, drugače greš lahko v daljše proge oziroma vidiš, a je to sploh zate. Medtem, kaj, kot si rekel, maraton lahko, kakor Koben, Kipchoge, oba dva dokazujeta, da se da laufati, še pri 40 zelo dober. Ja, intervju se tudi dejal, da je Kipchoge tvoj vzornik, ja, je še temu tako? Ja, se mi res zdi, da je tako en tak lep prikaz športnika, ki v bistvu dokaže tudi in ki rečejo, da nekaj ni možno, da pa je možen. Kakor je dokazal zdaj narediti maraton pod 2 urama, čeprav ni bil regularen, je bilo dokazano, da je možen in v bistvu zdaj lahko sam čakamo, kdaj bo to še na cesti. To, kaj se dogaja, ja, z rekordi pa s tem, če bi moral staviti zdajle, evo, na Kipchoga je njegov 3. olimpijski naslov, maraton, Lisjak,
je izkušen in tako naprej, ampak naslednje leto bo star svojih 40, za njim pa 15 let mlajši volkovi, ki komaj čakajo, da vohajo njegovo kri. Kakšne misliš, da ima možnosti, da Kipčoge vendarle odnese ta hat-trick? Ja, mislim, jaz bi bil zelo vesel, da bi mu ratal. Sam gledano, kar je zdaj prikazal Kiptum, ki je laufu svetovni rekord. Mislim, da bo, če bo ta oba prišla na olimpijske igre, bo to kar napet boj. Bo zanimiv za gledati. Bo mogoče celo se laufal na čas. Mislim, bo hitrejši čas, kot ponavadi, ker se ponavadi na olimpijskih se laufali na naslov, ne pa na čas. Ja, ampak organizatorji olimpijskih iger so pripravili presenečenje. Ne vem, če si že pogledal tisto progo, nesrečno, tam gor, izles Invalid, kako lep ime te ulice, ker je štart in cilj tistega kroga proti Versaju in kupenih klancov je tam, klancov, ki so Kipčoge letos nesli, recimo na Bostonu in še kje druge. Bo zanimivo, ja, kako odpraviš, to bo Clash of the Titans, komaj čakamo. Če bi dobil tisto mesto na olimpijskem maratonu za vse, bi šel v Pariz naslednje leto? Ja, valjda, če bi prišel noter, bi izkoristil priložnost, pa bi probal največ narediti, kar lahko. Ja, to je nek svet igral med rekreativci, zdaj tisto mesto med 20.014 tekači na olimpijskem maratonu za vse, bomo videli, mogoče tebi uspe, pa te povabijo, glede na to, da je neki slotov tam zunije še. V nedeljo je newyorški maraton, boš to spremljal, ali boš tih takrat delal kakšen dolga teka, pač ne, ker počivaš kakšen kolesarski izlet morda? Najbolj bom kar spremljal, v bistvu zdaj ni mučil, bom spremljal, kaj se kaj dogaja. Mogoče bom pa šel na kakšen kolo, na hitrco, če bo vreme ta prav, oziroma v bližnjo Italijo bom malo prišel kolesariti. Ja, rekel si, če bo vreme ta prav, pa sem te dobil, pa sem tudi ti si rekel, če bo vreme ta prav. No, evo, na konci vale priznal, po uri pa pol, Jakob Medved, super pogovor je bilo tole. Zdaj, kje te najlažje srečati za vse tvoje pač oboževalke tam zunaj, no? Kje največ tečeš, kje se največ na treningih zadržuješ? V bistvu največ tečem doma v Belkah, pa v Logatcu, v obrtni coni je v bistvu, bi rekel, moj štadion zadnje čase. Zdelo se hitre teke, oziroma kakšen trening naredim tudi na Žaku, v Šiški. To je pa bolj to, kar bi rekel. Povej mi še za konec, to vse zanimalo, kakšen prehranski protokol imaš poseben, no, ja, kaj posebnega ješ, da si tako dober, tako? Ne, v bistvu do zdaj sem imel prehranski protokol tako, da poješ vse, kar ti pride pod roke. Je pa ziher velika, bi rekel, prostor za napredek tudi v prehrani, ker res nisem, zadnji čas res nisem nič pazil, kaj jem, je bilo v bistvu vsega po malem. Tako da, ja. Mislim, to se števa, to kot oni angleški trener, ki je imel 1% izboljšanje, 1% na 1%, 1%, pa je bilo pa to 30% na koncu boljše od vsega. Če boš vse to, kar si rekel, zdaj še delal na tem, boš že v naslednjem letu šel krepko pod pol ure. Nekaj mi še povej, no, ker je veliko govora, pa veliko se govori o tehnologiji, posebej copat, Katere copate pa ti uporabljaš, katere preferiraš, katere bi preizkusil, kaj o tem meniš, koliko procentov pa dejansko res doprinesajo? Prvo za koliko doprinesajo, mislim, da če imaš slabo tehniko teka, te upočasnijo, karkoli pomagajo, ker mislim, da je večina copatov narejenih za ljudi, ki pristajajo v bistvu na sprednjem delu stopala do sredine tam nekje. Nisem videl še copata, ki bi pomagal, recimo, če na peto pristajaš. Predvsem se mi zdi, da je velik napredek prišel zdaj v teh penah, ki so, da ti lepo ščite noge, pa da je karbonska plošča, bolj, kaj ne bi rekel,
marketinški trik, oziroma da je mogoče stvar za to, da v bistvu stabilizira peno. Ker je recimo, če bi sploh zdaj sploh visoki, po mojem, brez te karbonske plošče bi bili preveč zvijajoči copati. Sam pa v bistvu uporabljam trenutno za tekme ASICS Metaspeed Sky Plus. Ker sem tudi v bistvu v ASICS najdel največjo, bi rekel, da mi najbolj leži, kakor znamka, tako da tudi trenutno uporabljam vse njihove čevlje za treninge, od Gel Nimbus 25 za dolge teke, Nova Blast 3 za vsak dan. Edini na stezi imam New Balance MDX šprinterce, pa pol za gorski tek imam tudi od Innovate. Drugič, čeprav zdaj tudi v gorskih tekih začenjajo postajati zelo pogosti čevlji s karbonsko ploščo, z več pene. Kakšnih Nike pa nisem vlekel na sebe, kakšnih Alpha Fly, čisto za test ali pač? Nike sem probal, mi ne ležijo, oziroma ima Nike dosti previsok stopalni lok zame, sploh ker imam bolj ploščat stopal, ne morem v njih laufati. So pa oni, bi rekel, da so čevelj, ki je začel ta trend karbonskih plošč, oziroma niso oni začeli tega, oni so, bi rekel, največ dali v marketing in so tudi kupili najhitrejše ljudi na svetu. Tako da za vse rekreativce bi bilo tudi mogoče kdaj boljše, da ne gledajo, kaj imajo najboljši na svetu, ampak bi izbrali, kar jim paše na nogo. Pa tudi, če ni zraven podpisal od Kipčogeta, ampak od enega tretjega. Ja, zdaj bo že kar 4 leta od takrat, ko sem tekel maraton v Valenciji, to je bilo, takrat se je začel ta boom, rekel Nike, takrat še Vaporfly, se spomnim, da sem prehitil kar nekaj tistih copotajočih, kot da podkovanih tekačev, ki so laufali tam okrog 4 ure maraton, pa so se zelo mučili s tistimi 250 in več evrskimi copatki, tako da imaš prav, se strinjam, tudi na velikih maratonih. Zadnjič sem ravno imel priložnost spremljati frankfurtskega, v spredju niso več samo Nike-ce, pa Adidas, ki so tudi, kot si rekel, celo, pa so ASICS-i, pa so Onke, pa so še kakšni drugi modeli, tako da, oziroma znamke, tako da zanimivo, ja, kar praviš. Če te prihranijo, no recimo, pa mi ti povej, kaj vidiš glavno prednost recimo karbonko, narekovajih, da ti odložijo malo to utrujenost in to nabijanje, da vse neke propulzije pa je, da ti kakšno sekundo odrežejo. Kaj bi rekel iz svojega primera? Ja, iz svojega primera bi rekel, da je največ v bistvu je oblika čevlja pomembna, da ustreza tvojemu koraku, ker imaš veliko čevljev, imajo tako imenovan rocker, se pravi, da se prekotalijo iz sredine stopala na prste. Pol imaš čevlje, ki so v bistvu narejeni kot vzmet, da v bistvu da ti bolj napneš peno in karbon, da te odnese, ki so narejeni bolj za ljudi, ki laufajo po prstih. To je glavna stvar, da najdeš nekaj, kar te ustreza na tvoj korak, ker pol je pena jasno, še na zadnjem mestu je pol znamka in pa barva, kaj ti je všeč. Evo, to sem si tle vmes, ko si govoril, beležil, tako, ja, in zdaj obljubljam, da bom v sezoni 2024 se vrnil, evo, na maratonske proge, pa boste videli, hudiča, tam zunaj, ne. Sam, da sem to rekel, me je zbolelo v zadnji stegenski, sem se že od tega napovedovanja skoraj poškodoval, kaj šele od tekanja. Jakob Medved, izvrsten pogovor je bil tole, spoštovane dame in gospodje, evo, enega največjih talentov slovenskega teka na dolge proge sem danes gostil, zapomnite si te besede, ko bo začel podirati rekorde, ja, boste vedeli. Jakob, zaključna beseda je seveda tvoja, prihaja sezona 2024, ja, iz tvojih besed bi lahko razbral, da si zelo optimističen, zelo motiviran, zelo podžgan, da naslednje leto narediš nekaj dobrih rezultatov. Dejva reči, tako, če si drzneš biti pač mal napovedovalca, s kakšnimi rezultati bi bil naslednje leto zadovoljen, če bi jih naredil, recimo, pa bi na koncu sezone rekel, evo,
smo spet naredili korak naprej. Ja, zelo zadovoljen bi bil, da bi 10 km lahko spravil na 29 minut. Okay. Ali da bi lahko 1:04, 1:05, da bi lahko laufal po maraton, tam nekje. Bil zelo zadovoljen. Za maraton še ne vem, ker moram prvo sprobati sploh, kako lahko laufam to. Nasplošno pa, da ne bi bil poškodovan, bi bil tudi, mislim, največji cilj v bistvu cele sezone, da ostaneš konstanten z vsem. Super. Evo, čez 1 leto preverim to, kar si rekel. Ja. Nekako imam občutek, ja, da ti bo uspelo še kaj več, kar si povedal, Jakob Medved, mi bilo bo čast in veselje te gostiti tule. No. Nimam vsak dan priložnosti govoriti z človekom takega talenta in take motiviranosti. Jaz ti želim izvrstno sezono še do konca, da tudi v Palmanovi odtrgaš, pa ne mišico, ampak rezultat, seveda, ne pa potem v letu 2024, da narediš te preskoke, kot si dejal. Jaz sem užival, hvala ti še enkrat in srečno na Bivke. Hvala tudi tebi za povabilo, pa se kaj vidimo na cesti, na kakšni tekmi. Zdaj si ti bom upal tudi dregant, ja, pa ti reči, ja, Jakob, sej 29:10 je v redu, ampak lahko bi še 10 sekund stisnil, ne, hecam se, tako bo šlo boljš. Jakob, hvala še enkrat, lepo se imej. Hvala tebi, dio. Čau.